Kača, podarjam ti rdeč kuli zlomljen od kavarne Union. Koliko si ti prijazen. Za dan žena. Marko, podarjam ti zelen kuli ni zlomljen za dan mučenikov. To je še jutro. To je stvar percepcije. Dobar dan, iz Ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Predsednik republike Danilo Türk, za vse tiste, ki se bo zabili, kako izgleda, prilagamo njegovo fotografijo, je v petek razpisal volitve v Evropski parlament, ki se bodo pričele 7. junija letos in boj za sedeže Zicledre, fitness, jogging po Bruslu. Aha, ja, in pol rataš premijer. V Evropskem parlamentu pa se je uradno pričel. Boj, ja. Včeraj pa se je predsednik republike z vsemi častmi posvetil prvorazredni temi prazniku žena in najbrž tudi svoji Barbari. Poudaril je namreč, da o drugorazrednih temah, seveda smo to poudarili, ne bo govoril. Naj opomnimo, v kategorijo drugorazrednih tem spadajo povojni poboj in grobišče Huda jama. Za prvorazredne obeležitve mednarodnega dneva žena je v ljubljanski vojašnici Franca Staneta Rozmana že pred prvorazrednim praznikom med drugimi poskrbela prav predsednikova žena Barbara Miklič. Čakaj, torek. A ni Franc Rozman stane, ne Franc stane Rozman? Franc stane. Rozman ostane, Franc po domače, no, kako kompliciraš. Franc Rozman stane po domače. Je bil on Franc. Stane po domače, 100% stane po domače. Ne, spomni, da Rozman. Danes je ponedeljek. Iz vsega srca vam čestitam za 8. marec, mednarodni dan žensk. Kdo si ga zasluži praznovati bolj kot ve? Moš pošljati, da boš vedel, da imam ali nimam vročino, malo ne? Zdaj pa k drugorazrednim temam. V Sloveniji naj bi bilo več kot 1500 brezdomcev, v Ljubljani, kjer delujeta 2 zavetišči, pa med 400 in 700. Domen je s kamero obiskal zavetišče za brezdomce na Poljanski cesti, kjer živi 28 brezdomcev. Vodja zavetišča Boris Kosec pravi, da jih vsako noč tam prespi 18, na kosilo pa jih vsak dan pride okoli 100. A sam to si mi dal za prebrati arkade? Na začetku s tem. Dobar je, 100 v glavnem. Jih pride vsak dan na kosilo. Bom pa malo bolj govorila, da bom pol pač imela jaz uno sekundažo, ki si mi ti požeral. To je koliko postelje tukaj zdaj? 4, 6, 12. Ok. Takole izgleda. Ja. Tam je še kdo? Samo zavetišče vedno bolj nažalost postaja nek dom ostarelih, bom rekel, najnižje kategorije. Zato, ker tukaj v samem zavetišču, to se treba zavedati, tukaj ne gre za noben luksus. To je minimum od minimuma vsakemu, ki se tukaj pojavi, povem. Nejc je v Škofji Loki obiskal predavanje o svetlobni onesnaženosti. Ti naši fantje sam okrog hodijo in obiskujejo neki. Po besedah člana Društva za temno nebo Slovenije, Andreja Moharja, je Slovenija druga največja svetlobna onesnaževalka v Evropi glede na število prebivalcev. Ziher imaš tudi kaj s tem? Med našimi mesti bojda prednjači Maribor, ki je za nekajkrat prekaša celo avstrijski Dunaj. Dajmo kaj na to temo, naprimer, kako midva prižigava sveče, šparava z elektriko. Pa midva ne prižigava ne, sveče. sem res, kjer butlje pa to rekel. Kdo je urejal vesti? Kdo je urejal vesti? A ja, jaz? To pa na koncu piše. Daj pokaž. Okay, če bi zdaj Maribor zmanjšal to porabo na nivo Dunaja, koliko časa bi potrebovali, da bi na ta račun privarčevali za univerzijado? Univerzijada ni poceni, ne? No, ampak približno 1 milijon evrov bi se dalo na leto privarčevati. Že kar lepa cifra. Če bi imel Maribor takšno razsvetljavo, kot jo ima sosednji Gradec. Mislim, drugi najbolj svetlobno onesnaževalci na glavo živine. O študiju evropskih študij v Ljubljani komentar dneva Luka Mesec. Vidiš, mesec, ki sveti nad temnim nebom. In onesnažuje svetlobno. Sem študent drugega letnika evropskih študij. Kot že samo ime pove, rdeča nit tega programa Evropa oziroma Evropska unija. Tekom študija tako spoznavamo ustroj in delovanje Evropske unije, njeno kulturno raznolikost, zgodovino, družbene procese in odnose, proučujemo evropske institucije, gospodarstvo, pravo in politike. Velik poudarek je tudi na tujih jezikih, saj sta skozi vsa 4 leta obvezna 2 tuja jezika, imamo pa možnost izbire 3., ki je obvezen na podiplomskem študiju te smeri.
Učni program lahko delno prilagajamo svojim lastnim željam, saj je omogočena izbirnost predmetov. V prvem letniku si tako lahko izberemo 2 predmeta, v drugem 3, ter v tretjem in četrtem letniku po 5 predmetov, od skupno 12 v posameznem letniku. Vsi predmeti trajajo po 1 semester, izjema so le tuji jeziki, ki so celoletni. Diplomanti in diplomantke iz te smeri lahko zaposlitve iščejo v vseh sektorjih, ki imajo na tak ali drugačen način opravka z EU-jem. Konkretno so to institucije države ali Evropske unije, mednarodne in nevladne organizacije, podjetja in tako dalje. Program Evropske študije družboslovni vidiki priporočam vsem, ki jih zanima Evropska unija, njeno delovanje, institucije, procesi, politike in podobno. Želim pa poudariti, da ta formalni del izobraževanja študentov na FDV sicer ponuja širok spekter teoretičnih in praktičnih znanj, vendar pa je zelo pomemben aspekt izobraževalnega procesa njegov neformalni del. Študentje na FDV-ju imajo možnost neformalnega učenja v okviru različnih društev, ki delujejo na fakulteti. Študentom in študentkam evropskih študij priporočam obštudijsko udejstvovanje v študentskem politološkem društvu Politus. Društvo je v preteklem letu organiziralo prek 200 najrazličnejših projektov, od okroglih miz, predavanj, filmskih večerov, bralnih krožkov do ekskurzij, delovnih seminarjev, mednarodnih izmenjav in žurov. Društvo tako študentom omogoča, da s sodelovanjem v najrazličnejših projektih nadgradijo in poglobijo svoje teoretično znanje, plemenitijo svoje praktične izkušnje, si pridobivajo nova poznanstva in se obenem zabavajo. Vabim vas, da si več o društvu preberete na spletnem naslovu www.politus.org ter seveda, da se udeležite katerega izmed naših dogodkov. Hvala. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Naša posebna poročevalka Elena Pečarič se je udeležila zanimivega predavanja o Karibih, kjer sem bila tudi jaz, ti pa ne, ki ga je imel minuli teden v klubu SOT na Metelkovi sociolog Ičo Vidmar. Ni to Igor Vidmar, en izmed milijarde Igorjev Vidmarjev. En iz milijarde pa je, ja. Sam ni pa Igor. A veš, posebna poročevalka. Beseda Karib izvira iz poimenovanja indijanskega ljudstva Karibi, oziroma iz poimenovanja kot ga je postregal španski zapis, ki ga ni prispeval nihče drug kot Kristof Kolumb, namreč Kariban Kalina. Izvor besede Karib je torej enak kot primeru kanibala oziroma kalibana, kar je zadnji seveda na glavni Shakespearova viharja. Ja, viš, če bi jaz bila kanibalka, bi tudi bila namest Katja bi bila Kariba. Kakšne teorije, Madoniš? Še dobro, da ni bil na Norveškem. Ti bi bil pa Marko Karibi. Ne, kanibal Prva slovenska Marko. diplomirana citrarka Irena Zdolšek je minuli konec tedna v Ljubljani in Celju predstavila svoj prvenec Zither Moves, ki predstavlja prvi glasbeni posnetek resne glasbe na citrah, slovenskega izvajalca seveda. Na koncertih so se ji pridružili njeni glasbeni prijatelji. Seveda. Citri in prijatelji. Prohod čez most. V Sloveniji se je te dni mudila zanimiva plesna skupinica z imenom Dhvani, ki je po različnih koncih Slovenije predstavljala indijske plesne pripovedi. Spremljali smo jih na slovenski turneji, sinoči pa so imeli v festivalni dvorani svoj zaključni koncert. Še oreme. Vreme. Vrime. Ureme. Vrama. Vreme. Na temo svetlobnega onesnaževanja, če boste prižgali 28 sveč namesto 12 luči, bi se znalo zgoditi, da nocoj celo vidimo mesečev sij. Ali pa tudi ne. A veš?
komentar. Kaj je bil? Svetlobni neki onesnaženi. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami, zdravi, zaljubljeni in prizadeti. Ne, sej ne, ni treba. Adijo.